Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega prvenstva Lige Telemach, še z komentatorskega mesta tu v Ljudskem vrtu, kjer bomo torej spremljali tekmo 6. kroga državnega prvenstva med Mariborom in Domžalami. Tole zdaj Hodžić. Hodžić eden tistih centralnih branilcev, ki se radi spustijo tudi v zvezno vrsto, ne nazadnje je v večjem delu. Zdaj pa zadetek prav Šturma, o katerem sem govoril. Šturm je presenetil Ažbeta Juga, že drugič danes takole, pravzaprav na pol predložek proti mariborskim vratom, če je pri prvem poizkusu Ažbej Jug še uspel odbiti Marasovićev strel ali pa podajo, kakorkoli že, pa je zdaj Šturm zatresel mrežo svojega nekdanjega kluba, ravno ko sem govoril o tem, da so se Mariborčani nanj zagotovo pripravljali, ampak tole tegale zdaj po prekinitvi gol, morebiten gol Domžalčanov razveljavljen, ne more biti, no in tole je priložnost in dejansko bi se lahko zgodilo, da bi Domžalčani zadeli. Božič je v katskem prostoru, krasno preigravanje, Božič proti oddaljenejši vratnici. Potem prekršek nad Lavšičem na robu katskega prostora, prosti strel za Maribor in tole bo zdaj krasna priložnost. Gre na ogled posnetka, kar najbrž pomeni, da bo Maribor imel na voljo 11 metrovko. Dolgo časa je tole trajalo, zdaj pa poglejmo. To je kazalo, da so bili pravzaprav Domžalčani bližje drugemu golu kot Maribor, izenačujočemu. So vijoličasti dobili 11 metrovko, ki jo je Josip Iličić seveda izkoristil in v sodniškem dodatku prvega polčasa je Maribor prišel do izenačenja. 1:1 v Ljudskem vrtu. Marasović v prostor za Hasanbegovića, ni se odločil za strel, pa potem Brecelj. 31-letni Avstrijec Daniel Offenbacher. Priložnost za Maribor in 11 metrovka za vijoličaste v 88. minuti. Prvotna odločitev ne spreminja. Tule poglejte. Tule poglejte, strel Fete, vinjena roka sicer, ampak z glavo je žogo odbil. 6 minut dodatka, ni 11 metrovke. Ja, najprej bomo pogledali v tabor Domžal. Benjamin Markuš, Domžalčani ste imeli kar nekaj situacij, da bi se končalo tudi drugače. Kako bi vi najprej ocenili tekmo? Ste zadovoljni s točko? Ste videli, da bi lahko prišli tudi do vseh treh? Vsaka tekma tukaj v Ljudskem vrtu je težka. Mislim, da vsake točke tukaj se moraš veseliti. Definitivno smo imeli šanse za več. Imel je tudi Maribor neke situacije, tako da mislim, da je delitev točk poštena. Kako ste pa sami videli to, da ste se lahko tako enakomerno kosali v napadu, prihajali do priložnosti? Vas je to presenetilo? Ne, mi se zavedamo naše kvalitete v spredju. Zdaj sam izkupiček iz teh prvih tekem se mi zdi, da jih ne odraža same naše kvalitete, sploh proti naprej, tako da gremo tekmo po tekmo, proba čim več točk nabrati in bomo videli na koncu prvenstva, kam nas bo pripeljalo. Marin, najverjetneje s točko niste zadovoljni, ne? Kako ste videli tekmo, kaj je manjkalo v igri Maribora? Pa prvih 30 minuta mislim da je od kad je trener Kržnar tu naša najgora utakmica. Prvih tih 30 minuta nismo bili ni agresivni, bez volje, bez trke, prelagano smo izlazili iz duela. Ne znam šta za reći. Iza toga
do kraja prvog poluvremena smo zabili gol, uspjeli, drugo poluvreme smo stvarno bili dobri, napadali, Domžale osim onog prekida nije imalo ništa konkretnih šansi i mislim da smo zbog ovog drugog poluvremena zaslužili 3 boda, ali šta je tu, idemo dalje, okrećemo se sad celju i idemo pokušati pobijediti. Morda vprašanje, dejali ste, da najslabših 30 minut, kaj bi bil razlog za to? Ne vem. Od prvog sastanka prije Domžala, poslije Rogaške, je šef spominjao kako je Domžale jako agresivno, stalno sprintaju, tranzicijska momčad i mi opet nismo ispoštovali šefa, tako da ne znam. Može nas biti sram za tih prvih 30 minuta, eto, samo to mogu reći. Samo še to vprašanje v drugem polčasu. Po menjavi vas je Damir postavil na desetico, tako se je vse zdelo, tako z roba igrišča. Ta vloga vam je kar ugajala, ne, v zadnjih 25 minutah? Pa dobro, mislim, ne znam, ovisi kakva je utakmica, ali ti u sredini se najbolje snalazim i nebitno, ali desetka, osmica, šestica, kad imam loptu u nogama, imam i ideju i kreaciju, tako da dobro se osjećam i na svim pozicijama koje me šef stavi. Marin, najprej, najverjetneje s točko niste zadovoljni, ne? Kako ste videli tekmo, kaj je manjkalo v igri Maribora? Pa prvih 30 minuta mislim da je ovo od kad je trener Kržnar tu naša najgora utakmica. Prvih tih 30 minuta nismo bili ni agresivni, bez volje, bez trke, prelagano smo izlazili iz duela. Ne znam šta za reći, iza toga do kraja prvog poluvremena smo zabili gol, uspjeli, drugo poluvreme smo stvarno bili dobri, napadali, Domžale osim onog prekida nije imalo ništa konkretnih šansi i mislim da smo zbog ovog drugog poluvremena zaslužili 3 boda, ali šta je tu, idemo dalje, okrećemo se sad celju i idemo pokušati pobijediti. Morda vprašanje, dejali ste, da najslabših 30 minut, kaj bi bil razlog za to? Ne vem. Od prvog sastanka prije Domžala, poslije Rogaške, je šef spominjao kako je Domžale jako agresivno, stalno sprintaju, tranzicijska momčad i mi opet nismo ispoštovali šefa, tako da ne znam. Može nas biti sram za tih prvih 30 minuta, eto, samo to mogu reći. Samo še to vprašanje v drugem polčasu. Po menjavi vas je Damir postavil na desetico, tako se je vse zdelo, tako z roba igrišča. Ta vloga vam je kar ugajala, ne, v zadnjih 25 minutah? Pa dobro, mislim, ne znam, ovisi kakva je utakmica, ali ti u sredini se najbolje snalazim i nebitno, ali desetka, osmica, šestica, kad imam loptu u nogama, imam i ideju i kreaciju, tako da dobro se osjećam i na svim pozicijama koje me šef stavi. Ja, najprej bomo pogledali v tabor Domžal. Benjamin Markuš, Domžalčani ste imeli kar nekaj situacij, ne, da bi se končalo tudi drugače. Kako bi vi najprej ocenili tekmo? Ste zadovoljni s točko? Ste videli, da bi lahko prišli tudi do vseh treh? Pa vsaka tekma tukaj v Ljudskem vrtu je težka, mislim, da vsake točke tukaj se moraš veseliti. Definitivno smo imeli šanse za več, imel je tudi Maribor neke situacije, tako da mislim, da je delitev točk poštena. Kako ste pa sami videli to, da ste se lahko tako enakomerno kosali v napadu, prihajali do priložnosti? Vas je to presenetilo? Ne, mi se zavedamo naše kvalitete v spredju, zdaj sami izkupiček iz teh prvih tekem se mi zdi, da jih ne odraža same naše kvalitete, sploh proti naprej, tako da gremo tekmo po tekmo, probati čim več točk nabrati in bomo videli na koncu prvenstva, kam nas bo pripeljalo.